Drage dame, cenjeni gospodje, v Linhartovo dvorano Cankarjevega doma prihajata predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar, ter gostitelj nocojšnje slovesnosti, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Tibor Šimonka. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli na 57. slavnostni podelitvi nagrad za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Z vami sta Maja Martina Merljak in Klemen Bučan. Drage dame in gospodje, Dobrodošli. dober večer. Welcome. Nocoj ne vstopamo v zgolj še en večer, ne. Nocoj vstopamo v svet zgodb. Svet, kjer so trenutki delček nečesa večjega. In vsaka zgodba, ki jo bomo delili z vami, je del širšega platna. Vsak trenutek del večjega mozaika. Dame in gospodje, tkanje življenja ni naključje, je umetnost. In danes zvečer koščke sestavljamo vsi. Naj se pripoved začne. V glasbi se vsak zvok, vsak ton, vsak inštrument združi v ritmično celoto. In to ni le skladba. A ne, to je pripoved o jazzu! Well, you take some skins, jazz begins, and you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box on the rocks. Take a blue horn, New Orleans born fellas. Now take a stick with a lick. Take a bone, hold a bone. Take a spot, cool and hot. Now you has jazz, 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 jazz. Little dancer. Oh, that's positively therapeutic. Now you has jazz, 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 oh yeah. Come on now. Give it to me, boys. Rudy, you wanna grab a little something that's left in here? Okay, here we go. If you sail Sailing, sailing, over the sea, will you wait for me? well, take my tip, they're all mother hip in Italy. Well, arrivederci, ask for friends. Oh, I know you're very big there. Just believe it or not. I do believe I do indeed. Oh, the French most more prefer what they call lay jazz hard. Formida, take a plane, Wabadusa, go to Siam. Badaba baby bum babo. In Bangkok today, around the clock, they all like the jazz. Badaba bipsy, Indians on Wababa bim, the Amazon. Wabadib bum babo. Beat one by on the mouth. Say well, gone now. From the
is king, 'cause jazz is the king, and folks dig. Oh, ba-ba-ba-da-doo-doo. And that's jazz, folks. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, spoštovana predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, cenjeni ministri in ostali predstavniki gospodarskega in političnega okolja, pretekli in zaenkrat še skriti letošnji dobitniki nagrad Gospodarske zbornice Slovenije, cenjeni gledalci pred televizijskimi zasloni, torej prav vsi, iskreno dobrodošli na že tradicionalni podelitvi nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne dosežke na gospodarskem in podjetniškem nivoju. Ja. Nocoj nas bo skozi večer vodila Aristotelova misel, celota je več kot vsota njenih delov, ki nakazuje, da posamezni deli skupaj lahko ustvarijo nekaj večjega, kot nakazuje preprost seštevek. Vse, tudi vsak atom tako obstaja in dobi pomen šele v svoji točno določeni umestitvi v prostor, čas in kontekst. Ja, tudi nocoj bomo dokazali, da največje zgodbe ne nastajajo v osami, ampak šele takrat, ko se poti prepletejo in ideje spojijo. In tako kot v glasbi, kjer je simfonija neprimerno bolj mogočna od katerega koli posameznega tona, tako je tudi grandioznost plod prefinjene harmonije. Dejansko je pomemben prav vsak, ki je danes z nami prisoten v dvorani. Se sestavlja košček ali morda kar celo poglavje zgodbe, ki jo pišemo ob 57. podelitvi nagrad Gospodarske zbornice Slovenije. Tokrat smo vas za vaš soprispevek k dogodku prosili že ob vabljenju. Prosili smo vas, da ste odprtih misli in da v potrditvi udeležbe prispevate eno besedo, ki po vaše najbolje opisuje letošnjo rdečo nit, torej citat klasičnega grškega filozofa in polihistorja Aristotela. Vse prispevane besede se sicer izpisujejo tule za nama. Ampak pozorno naj ju tudi poslušajte, zato ker smo vaše besede in misli vtkali v najine vezne tekste. Ja, potrpežljivost je grenka, a njeni sadovi so sladki. Mogoče pa ujamete prav vaš košček sestavljanke. Zanimiv košček pa bo prispevala naša nocojšnja osrednja častna govorka. V ponos nam je, da bo svoje misli o moči sodelovanja, solidarnosti, demokracije in povezanosti z nami delila predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Izvolite. En lep dober večer vsem skupaj. Spoštovani predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Tibor Šimonka, spoštovana generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, gospa Vesna Nahtigal, spoštovane ministrice in ministri, spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani župan, predvsem spoštovani predstavniki slovenskega gospodarstva in seveda vsi cenjeni visoki gostje. Celota je več kot vsota njenih delov. Pomen te brezčasne misli starogrškega filozofa Aristotela je še posebej v današnjem izrazito individualno usmerjenem svetu nujno in navdihujoče slišati in prepoznati, ko ga vidimo v najžlahtnejši uresničeni obliki, kadar postane način sodelovanja in sobivanja v družbi. Uresničimo ga lahko na vseh področjih sodobne družbe, še zlasti pa v ustvarjalnih okoljih, kjer se željo po razvoju in novih presežkih kali napredek celotne družbe. Ja, tako doživljam slovensko gospodarstvo in vas, spoštovane gospe in spoštovani gospodje, ki gospodarstvo vsakodnevno ustvarjate. Takšna miselnost in način dela nesporno tlakujeta pot do uspeha in sta zagotovilo razvoja našega gospodarstva, ki ustvarja presežke. Ti nastanejo, ko se znanje, izkušnje
in inovativne ideje posameznikov zlijejo v medsebojno zaupanje, sodelovanje in skupne cilje. Ključ do uspeha ni v izbiri najboljših posameznikov, temveč v ustvarjanju kulture njihovega uspešnega in učinkovitega sodelovanja. Zaposleni in vodstvo v najboljših podjetjih vsakodnevno živijo in udejanjajo prej navedeno Aristotelovo misel. Obžalujem, ker so takšni dosežki in presežki premalokrat izpostavljeni v širši slovenski javnosti. Prav tako se kot svetu zgled premalokrat izpostavljajo tisti vodje, ki vizionarsko in povezovalno ustvarjajo delovno okolje in kulturo sodelovanja, v katerih nemogoče postane mogoče. Da je celota več kot vsota njenih delov, bi se morala v tem negotovem obdobju bolje zavedati tudi Evropa. Sporočila, ki prihajajo z druge strani Atlantika, nakazujejo na skrb vzbujajoče spremembe dosedanjih pravil svetovne trgovinske politike. Uveljavljena pravila in mednarodne pogodbe so pod velikim pritiskom želje po dobri in koristni transakciji. Ali bodo takšne transakcije dobre oziroma koristne za vse udeležene strani ali samo za najmočnejše, je še negotovo, enako kot so negotova tudi dosedanja zavezništva. Evropa stagnira. Združene države Amerike in Kitajska dosegata višjo gospodarsko rast, Evropa pa za njima zaostaja zaradi različnih razlogov. Eno ključnih vprašanj je pomanjkanje ustreznega financiranja za spodbujanje inovacij in rast produktivnosti. Razviti sistem tveganega kapitala v Združenih državah Amerike omogoča hitro rast podjetij, medtem ko Kitajska uporablja državni kapital za spodbujanje strateških investicij. Evropa kljub enotnemu trgu in zakonskim okvirom še vedno ni sposobna enotno nastopati v svetovni konkurenci in nima učinkovite strategije za spoprijemanje z izzivi svetovnega trga, kjer sta ZDA in Kitajska že precej bolj usklajeni in prožnejši, ampak seveda vsaka zase. Ključni izziv za prihodnost Evrope in Slovenije ostajata potreba po osredotočenosti na razvoj domačih inovacij in krepitev inovacijskih ekosistemov. Doslej smo pogosto uvažali tehnologijo in inovacije, kar pomeni, da smo se pri napredku in rasti večinoma zanašali na zunanje vire. Če želimo biti bolj avtonomni, konkurenčni in predvsem trajnostni, bomo morali bolje razvijati lastne inovacije. Domači razvoj omogoča večji nadzor nad tehnologijami in boljšo odpornost proti zunanjim šokom, kot so gospodarske krize in žal tudi geopolitične spremembe. Pri tej nalogi morajo učinkovito sodelovati vlada, zasebni sektor, univerze in raziskovalni inštituti, saj bomo le tako lahko ustvarili bolj dinamično in konkurenčno gospodarstvo, ki bo temeljilo na lastnem znanju in inovacijah, ter bo zdrava in trdna celota, ja, večja od vsote njenih posameznih delov. Dodatni izziv pri tem je premislek, kako zadržati doma najbolj nadarjene in kako iz tujine pritegniti domov najboljše domače strokovnjake. Pri tem ne gre samo za ugodnejšo davčno obravnavo visoko strokovnega dela, ki je seveda vsekakor nujna, temveč za celostni sveženj ukrepov, ki bodo lahko zagotovili želeni preboj na tem področju. Sem spadajo primerna pravna in davčna ureditev solastništva zaposlenih, vprašanje razvojne kapice, birokratske poenostavitve pri izdajanju raznih dovoljenj ter povečanje zanimanja za tiste študijske programe, po katerih je na trgu dela največ povpraševanja. Spoštovane gospe in gospodje, v Sloveniji je gospodarstvo žal pogosto prikazano v slabšalnem kontekstu. To ni pravično in korektno do vseh, ki delujete in ustvarjate v gospodarstvu. Vaše delo se ne začne in konča le v gospodarstvu. Vaše delo posredno in neposredno podpira različne družbene dejavnosti, kot so kultura, šport, humanitarne akcije, pripomore pa tudi k razvoju številnih lokalnih okolij. Zato
spoštovane gospe in gospodje, mu moramo priznati ustrezno mesto v družbi. Večkrat poudarim, da bomo močno socialno državo lahko imeli samo z močnim in odpornim gospodarstvom. Če gre dobro gospodarstvu, gre lahko bolje tudi vsem nam v tej naši čudoviti domovini. Podelitev nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke je zato prava priložnost za poklon izjemnim gospodarskim dosežkom, odličnim vodjem in ekipam podjetij, ki delujejo v Sloveniji in za dobro Slovenije. Iskreno čestitam vsem letošnjim nagrajenkam in nagrajencem. Iz srca vam želim uspešno delo tudi v prihodnje. Čestitam seveda tudi Gospodarski zbornici Slovenije za pomemben večer, ki vsako leto med ljudi ponese sporočilo, da so med nami posamezniki in podjetja, ki družbi veliko dajo. Zato si želim, da se pomen te najstarejše nagrade na področju gospodarstva še okrepi, saj so nagrajenci in njihov zgled trdni temelj uspešne in varne prihodnosti tako gospodarstva kot celotne družbe. Iskrena hvala vsem. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala za vaš košček k našemu mozaiku. Naše zgodbe pa niso le niz dogodkov, ki jih pač doživimo in preživimo. Ne, so niti stkane iz trenutkov. Trenutkov, ki smo jih že doživeli, ki jih živimo v tem trenutku in ki šele prihajajo. In samo, če te niti spretno prepletemo, lahko nastane nekaj več. Nekaj, kar ostane in navdahne. Kaj pa je tisto več, kar je v aktualnem izboru najbolj navdušilo, najbolj prepričalo, ter se z velikimi črkami zapisalo v zgodovino? Ne vem. Se mi je zdelo. Nam bo pa to v svojem nagovoru povedal predsednik Komisije za nagrade Gospodarske zbornice Slovenije, eden izmed koščkov mozaika nagrajencev preteklih let, gospod Martin Novšak. Dobrodošli. Spoštovane in spoštovani, članice in člani Komisije za nagrade Gospodarske zbornice Slovenije smo imeli pri izboru zelo zahtevno delo, saj smo dobili izredno dobre in utemeljene predloge za nagrade. Tudi pri delu komisije se je jasno pokazalo, da je skupni rezultat več kot pa le seštevek posameznikov in da se je človeštvo razvilo in napreduje na osnovi komunikacije in dogovora. Saj tudi komisija sprejema svoje odločitve s konsenzom vseh članov. 2 nagrajenki in 3 nagrajenci so na vseh področjih presegli naša visoka pričakovanja. 5 izjemnih, različnih osebnosti, 5 raznolikih, svojstvenih in neponovljivih zgodb s enim skupnim sporočilom. Največja preizkušnja v življenju ne pomeni konca, ampak nov začetek. Prepričani smo, da bodo te prestižne nagrade nagrajence dodatno motivirale k nadaljnjemu razvoju in rasti. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem članom komisije in strokovnim službam Gospodarske zbornice Slovenije za njihovo predano delo in sodelovanje pri izboru nagrajencev. Hvala. Gospod Novšak, hvala tudi vam za vaš doprinos k nocojšnji zgodbi. Pravi smisel vseh naših dejanj se razkrije šele, ko vidimo širšo sliko in ko ponotranjimo vse pozitivne učinke naših dejanj. In to velja tudi za našo izborno komisijo. Imena njenih članov lahko vidite izpisane tukaj na osrednjem zaslonu. Iskrena hvala prav vsem za dobro upravljeno delo. Le vsota vašega individualnega in skupnega doprinosa je dala pravi rezultat in opredmetila letošnje nagrajence. Dragi zbrani, prosim za en aplavz. Letošnji nagrajenci premikajo gore in lahko si štejemo v čas, da bodo z nami delili svojo zgodbo.
pa tudi odstrli nekaj tančic iz tistih bolj intimnejših poglavij. Zanimivo je tudi, da so njihove zgodbe navdihujoče, predvsem pa dinamične. Kot boste lahko slišali, se skozi čas razvijajo, dobivajo drugačne podobe. Preoblikujejo jih čustva, spoznanja, odločitve in ljudje, ki prihajajo, odhajajo, ostajajo, se vračajo. Kaj jih je preizkušalo, kaj jih je učilo in kdo jih je navdihnil? Naj svoje zgodbe povedo kar sami. Naš prvi nagrajenec od leta 2010 uspešno vodi podjetje iVent, kjer je dosegel izjemne rezultate in preoblikoval podjetje v vodilnega ponudnika prezračevalnih sistemov. Njegova zgodba o uspehu temelji na viziji in vrednotah uresničevanja trajnostne usmerjenosti, inovacij ter izjemnih poslovnih rezultatov, ki presegajo industrijske standarde. Podjetje iVent je pod njegovim vodstvom postalo sinonim za inovacije in kakovost na področju prezračevanja. Gospod Milan Kuster, vabljeni na oder. Dobrodošli pri meni na odru. Torej, karierna zgodba gospoda Milana Kusterja je prava filmska uspešnica. Polna je napetosti, nepredvidljivih preobratov in takih drznih odločitev, ki so ga pripeljali do zvezd, oziroma do podjetja iVent in danes do nagrade Gospodarske zbornice Slovenije v kategoriji srednjih podjetij. Gospod Milan, za vas pravijo, da že od malih nog plavate proti toku in da imate podjetnost zapisano pravzaprav v genskem kodu. Kaj pravite na to? Ja, dobro ste povedali. Moja družina ni bila podjetniško usmerjena. Starši so si želeli, da diplomiram in si najdem normalno službo. Jaz sem pa pač imel vedno neke nove ideje. Že hitro sem se lotil prvih podjetniških podvigov, s prijateljem sva v kleti naše družinske hiše izdelovala jadralne deske. Ne boste verjeli, da sva jih kar nekaj tudi uspešno prodala. A res? Ko pa se je bližala diploma in pravzaprav tista normalna služba, sem hitro si izmislil nov projekt in smo se s prijatelji lotili izgradnje enega teniškega parka, ki še danes funkcionira in služi svojemu namenu, tako da tudi ta ideja je bila kar dobra in pogumna za tiste čase. Ja, ste pravi večplasten junak, tako kot se za vsak dober film spodobi, a ne? In zakaj ne bi premikali zraka, a ne, sploh če s tem ustvarite pravo klimo za uspeh? Povejte mi, kdaj pa ste ugotovili, da bi lahko bili glavni akterji na vaši poslovni poti prav prezračevalni sistemi? Ja, tudi s prezračevalnimi sistemi sem se srečal v bistvu kot ena osebna zgodba je tukaj zadaj. Imeli smo probleme z vlago, plesnjo, tudi hčera je imela zdravstvene težave in smo iskali rešitve. In ko smo vgradili en tak primitiven, začeten tip prezračevalnega sistema, smo večino teh težav odpravili. In takrat se je meni prižgala ena lučka in sem rekel, halo, to pa je nekaj, kar koristi nam in bi lahko koristila tudi še vsem ostalim slovenskim gospodinjstvom. Podal sem se na pot prezračevanja, ki je bila v začetku težka, bili smo resnično pionir tega področja. Vsi moji profesori, kolegi, znanci, inženirji so rekli, poglej, to sploh ne bo nič iz tega. No, na koncu se je izkazalo, da smo za voljo, za vztrajnostjo prišli do tega, kar je danes, kjer postaja prezračevalni sistem pravzaprav neka osnovna oprema skoraj vsakega slovenskega doma. In danes stojite tukaj na odru in boste kmalu prejeli nagrado Gospodarske zbornice Slovenije. Kaj pa so tisti ključni mejniki na vaši karierni poti, mogoče prelomnice? Jaz bi izpostavil en ključni mejnik, to je to, da smo pred 3 leti našli pogum, ustanovili svojo blagovno znamko, razvili prezračevalne sisteme za slovenskim znanjem, slovenskimi strokovnjaki, postavili na noge proizvodnjo in smo danes v sami špici svetovno gledano, kar se tiče prezračevalnih sistemov. Odlično. No, enega od ključnih členov vaše ekipe, ki je z vami že zelo dolgo, bomo zdaj tudi spoznali. Milan Kuster nam s svojim znanjem, izkušnjami ter vizijo daje neprecenljivo popotnico za našo poslovno in osebno rast. Kot vodja, mentor in motivator nas izoblikuje in nam pušča močan pečat na našem pristopu k delu.
Hitro smo spoznali, da Milan ni le direktor, temveč človek z vizijo, ki živi za to, kar počne. Ponosen sem, da lahko sodelujem z tako izjemnim človekom, kot je Milan. Ampak ob vseh uspehih pa vas vodi še en kompas in ta ni usmerjen v poslovne cilje, ampak k vrednotam, a ne? Ja, jaz mislim, da je ta moralni imperativ zelo pomemben in je tudi pri našem, bom rekel, poslovanju izredno izražen. Zelo močno poskušamo deliti srečo med ostale, se pravi dobičke z zaposlenimi, smo družbeno odgovorni, pomagamo kulturnim društvom, se pravi podpiramo kulturne projekte, športne projekte, vlagamo v lokalna okolja, skratka poskušamo dati nekaj več, kot, bom rekel, samo dobro poslovati. Dati nekaj nazaj, a ne? Najbolj pa smo ponosni na to, da smo že nekaj let tudi sponzor odbojkarskega kluba OK Event Maribor, ki posega po najvišjih mestih, tako v državnem kot v evropskem merilu. Pa spoznajmo ta klub oziroma slišimo izjavo trenerja. Z Milanom Kustrom se poznava že dolgo časa in pa v odbojkarski klub Event Maribor je prišel sigurno z enako filozofijo kot v podjetju, da postanemo najboljši. Vemo, da je njegovo podjetje eno najuspešnejših v Sloveniji in tako hočemo z klubom tudi biti prepoznavni v Sloveniji, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi in skupaj osvajati lovorike. Wow, sami superlativi, tako kot mora biti. Končala pa bova seveda z vetrom. Kam vas nese veter prihodnosti? Ja, naša vizija je to, da nadaljujemo poslanstvo dvigovanja kulture bivanja v slovenskih domovih in tudi v domovih širom po svetu. Ko smo pred približno 5 leti začeli z eno širšo akcijo Prezračimo Slovenijo, smo se sodelavci malo pohecali, pa smo rekli, ne bomo nehali, dokler ne prezračimo vseh domov v Sloveniji. No, zdaj smo nekje na 15%, tako da nas še kar čaka nekaj dela. Ja, jaz že imam vaš prezračevalni sistem. Dobro, najlepša hvala za pogovor, da ste z nami delili svojo zgodbo. Oder je že naj in luči že žarijo in čas je, da slava najde svoje junake. Zato na oder vabim podeljevalca nagrade odbojkarskega reprezentanta, člana olimpijske ekipe in reprezentance, ki je osvojila 2 srebrni in 1 bronasto medaljo na evropskih prvenstvih v odbojki. Sašo Štalekar, izvolite. Čestitke. Hvala lepa. Se že jaz na vrsti? Ja, v eventu ste spoštovani, ker vračate nazaj v okolje, nesebično vlagate v kulturo in šport, še posebej v vašem domačem štajerskem bazenu. Kot v mladosti ste bili odličen odbojkar, član mladinske odbojkarske reprezentance in zato tudi danes odbojkarski klub Maribor nosi vaše ime. S tem skrbite za prihodnost kar 500 otrok v Mariboru in vzgajate nove slovenske reprezentante. Hvala, čestitke. Hvala lepa. Hvala. Torej, če bi dovolite, bi se najprej zahvalil Komisiji Gospodarske zbornice, da sem lahko prejemnik tako častitljive nagrade, kar mi navdaja z velikim ponosom. Takoj zatem bi se rad zahvalil svoji družini, hčerama Tari Ališki in ženi Damjani, ki je verjela vame tudi v času, ko sem sam podvomil o tem, ali delam dobro ali ne. Nazadnje, pa ne nazadnje, pa so tukaj seveda moji sodelavci. Srce podjetja, ljudje, ki so želeli, znali in hoteli slediti moji viziji in ki so na nek način vtkani v tej prelepi skulpturi in me bo vedno spominjala na, bom rekel, eno pogumno, vihravo pot,
in želim, da se ta pot nadaljuje še dolgo časa. Hvala lepa. Najlepša hvala. Vabljeni nazaj v objem občinstva. Saša, vam pa hvala, da ste obogatili naš večer. Druga letošnja nagrajenka je solastnica in direktorica družinskega podjetja Medius, ki ga vodi skupaj z možem Petrom in sinom Viktorjem od leta 2002. Podjetje Medius pod njenim vodstvom izstopa kot eden izmed vodilnih ponudnikov programske opreme po meri, s poudarkom na uvajanju rešitev, temelječih na umetni inteligenci in velepodatkih, ter je v zadnjih 3 letih postalo sinonim za uspešnost in inovativnost v tehnološki panogi. Gospa Estera Brajak, dobrodošli. Nagrajeno družinsko podjetje Medius iz kategorije majhnih podjetij je butično podjetje za razvoj unikatne programske opreme. Njegova strastna soustanoviteljica, ki predano sooblikuje vrednote in podobe podjetja, je tudi Estera Brajak, katere življenjska zgodba se bere kot navdihujoč roman. Prvo poglavje te zgodbe se je pričelo ob prostranem morju, gledajoč na brezmejnost horizonta. Ja, odraščala sem na reki, na Kantridi, v hiši tik nad plažo in res je brezmejnost horizonta bil del mojega vsakdana. Je del mene. Po končani gradbeni fakulteti na Reki me moja simpatija, še iz gimnazijskih dni, moj mož Peter odpeljal nazaj v domovino mojih staršev v Ljubljano. Skupaj sva 23 let nazaj združila moči, on kot vrhunski guru računalništva z magisterijem Columbia University je pripeljal v podjetje eno tehnološko vizijo, jaz pa sem se posvetila orkestraciji poslovanja, financam in mehkim veščinam. Ustanovitev podjetja je en zahteven izziv, ki je od vas zahteval obvladovanje novih veščin, torej podjetništva, odnosov z naročniki, zaposlenimi. Zdi se, da ste se v tej vlogi odlično znašli. Ja, ko zdaj pogledam nazaj, ko me res zdaj dojamem, kaj smo vse skupaj z Mediusom uspeli. Prejeli smo veliko nagrad, tudi mednarodnih. Z uspešnimi projekti smo pridobili zaupanje naših strank, ki se vedno znova vračajo. Začeli smo s 3-4 sodelavci, danes nas je čez 40 in štejemo več kot 400 človek let programerskega znanja. Saj poprečno 20 inženirjev že več kot 20 let programira in ustvarja pri nas. No, eden vaših prvih in hkrati najzvestejših naročnikov je tudi Loterija Slovenije. Naše sodelovanje temelji na ključnih vrednotah povezovanja, etičnosti in zavzetosti. Estera pri svojem delu odseva vse te vrednote, kar dodatno krepi naše sodelovanje, vzpodbuja rast, razvoj, inovativnost in pa poglablja medsebojno zaupanje in spoštovanje. Da gre pri Mediusu resnično za družinsko podjetje, razkriva tudi vaša vizija razvoja. Ja, ne bi mogla biti bolj srečna, ko se nam je 2011 pridružil naš sin Viktor in svojim znanjem, inovativnim pristopom, mladostno energijo je pripeljal v podjetje en nov zagon in željo in ambicije po čedalje višjih ciljih. Danes, kot izjemen strokovnjak, premika mejnike v tehnologiji v našem podjetju. No pa poglejmo, kaj je v svoji vlogi v podjetju povedal sin Viktor. Pridružiti se družinskemu podjetju je nedvomno dvorezen meč. Po eni strani veliko prednosti, po drugi strani te lahko ujame v coni udobja. Osebno čutim velik pritisk in s tem tudi motivacijo in izziv, da se dnevno dokažem najprej svojim staršem, nato pa seveda tudi sodelavcem, naročnikom in nenazadnje prijateljem. Starši smo na poslovni poti že toliko let, da delimo tudi skupno vizijo. In to je, da smo najboljše podjetje za razvoj programske opreme po naročilu v regiji.
Nocoj smo tu predvsem zaradi vaših poslovnih rezultatov. Je pa to zgolj ena plat vaše zgodbe o uspehu. Zanima nas, kako se bo ta odvijala v prihodnosti. Ja, rada bi izkoristila danes ta trenutek, da naznanim eno pomembno odločitev. Še s tem letom prepuščam uradno mojo funkcijo direktorice sinu Viktorju Brajaku. Prepričana sem in verjamem, da bo svojo energijo, svojim strateško vizijo medij speljal še bolj naprej. Da bo gradil in ustvarjal še naprej izjemne vrhunske tehnološke rešitve in da bo ustvaril okolje in podjetje, v katerem bojo zaposleni lahko najdli sebe, razvijali svoje talente in kompetence. Gospa Brajak, najlepša hvala in čestitke za tako uspešno karierno zgodbo. Za podelitev kipca čas je že prišel, ja, za ta kipec. Zdajle na oder vabim zelo zanimivega podeljevalca, ki je obraz prepoznavne skupine Let 3 in tudi vaš osebni prijatelj. Damir Martinović Mrle, izvolite. Nas povezuje ljubav prema jednom gradu, prema glazbi, prema umjetnosti. U Rijeci se uvijek puno jako sviralo, pjevalo, uz more, uz zalaske sunca, na lukobranu i to su jedni nezaboravni trenuci. Ali kako se naši putevi isprepliču, što poslovno, što privatno, eto imam tu veliku čast da ti uručim ovu predivnu nagradu. Dragi Mrle, puno hvala. To pa je res bilo presenečenje. No, jaz bi se pa iskreno zahvalila Gospodarski zbornici Slovenije na tem izjemnem priznanju. Jaz sem globoko počaščena. Hvala mediju Stimu. Hvala vsakemu posebej. Dokazujemo, da skupaj z vizijo in sodelovanjem lahko res dosežemo velike rezultate. Iskreno sem hvaležna, da sem ob vseh poslovnih uspehih tudi žena in mati, da sem vsa ta leta imela res priložnost, da sem spremljala genialnost svojega moža. Čutim kot mama neizmeren ponos in zaupanje v sina Viktorja, ki bo podjetje vodil še naprej v prihodnost. Čutim navdih ob kreativnosti hčerke Petre, arhitektke, svetovno priznane oblikovalke, moje muze. Ta nagrada in čast je nekaj, kar delim s svojo družino. Vaši talenti, pogum, strast, predanost in čvrste viziji ustvarjajo nekaj, kar presega dosežek posameznika. Hvala lepa, gospa Brajak, za ta izjemno lep in čustven govor. Hvala tudi Mrletu, ki je povedal, da ju povezuje veliko ljubezni od glasbe do morja in da je zelo vesel, da podeljuje to veliko lepo nagrado gospe Brajak. Naslednji nagrajenec je izjemen vodja z bogatimi izkušnjami in impresivnimi dosežki v živilsko-predelovalni industriji. Njegova kariera, ki se razteza čez več kot 2 desetletji, je zaznamovana z inovacijami, trajnostnim razvojem in strateškim vodenjem. Kot generalni direktor Perutnine Ptuj je pomembno prispeval k rasti in uspehu podjetja. Gospod Enver Šišić, veselimo se, da vas bomo bolje spoznali. Izvolite. Dober
Dober večer in dobrodošli tukaj pri meni na odru. Torej, gospod Enver, ste generalni direktor Perutnine Ptuj, največjega slovenskega prehranskega podjetja, ampak in seveda nagrajenec v kategoriji velikih podjetij. Vaša zgodba je zelo razvejana, ampak predvsem zelo navdihujoča. Življenjske lekcije so vas našle že zelo zgodaj, ampak vi ste jih sprejeli s pogumom in neverjetno odločnostjo, ki ima danes pečat uspeha. Ja, posamezniki nekako verjamemo, da nadziramo naša življenja, vendar o naših usodah pogosto odločajo določeni dogodki in navključja, nad katerimi dejansko nimamo nadzora. Na mojo življenjsko pot je močno vplivala brutalna vojna, ki se je zgodila v moji prvi domovini Bosni in Hercegovini leta 1992. In tistega leta, enega zgodnjega, zadušljivega julijskega jutra, sem izstopil iz vlaka na železniški postaji v Ljubljani. Imel sem 20 nemških mark v žepu in telefonsko številko ene slovenske družine, mojega prijatelja iz JLA, ki je verjela, da če ne more rešiti celega sveta, enemu človeku zmeraj lahko pomaga. In tistega jutra, ko sem izstopil iz vlaka, sem se začel zavedati, da več ne morem biti tisti človek od včeraj in da je popolnoma nejasno, kaj bom postal jutri. Sreča pa sem takrat imel mladost. V mladosti pa so nekako vse poti pred nami odprte in vse zablode enako koristne kot resnice. Seveda, tega sem se začel zavedati šele kasneje, ko sem se v te mladosti nekako nepovratno oddaljil. Torej, kakšen je ta človek od včeraj? Kdo je? Nama bo pa razkril najin prvi sogovornik. U mladosti, posebno u srednjoj školi, Enver nije bio posebno društven. Uvijek je djelovao pomalo zamišljeno, kao da je pored nekog realnog imao i još neki svoj imaginarni svijet koji mu se paralelno dešavao. Ja mu nikad ne bi predvidio karijeru koju danas ima. Strast za stvaranje nečeg materijalnog se nije mogla prepoznati u njegovom karakteru. Želio je biti liječnik, ali mu na prijemnom ispitu to nije uspjelo. Mislim da su ga u najvećoj mjeri preoblikovali porazi koje je preživio u nekim turbulentnim vremenima. Pa res? Ja, hvala Bogu za poraze. No, pot vas je potem pripeljala v Perutnino Ptuj. Kdaj, kako, zakaj? Ja, kakšno leto po končanem študiju na Univerzi v Ljubljani sem svojo kariero začel kot tehnolog v procesu proizvodnje v Perutnini Ptuj in po 20 letih pridobivanja izkušenj na različnih področjih sem prevzel vodenje skupine. V vseh teh letih sem naredil vse, kar sem lahko. In niti za trenutek se nisem zanašal na privilegirano podporo, ki je ni bilo. In zaradi tega vse, kar sem dosegal v tem času, čutim še bolj kot nekaj samo mojega. Poglejmo se zdaj v tem trenutku izjavo vašega predhodnika. Hvala. Enverove velike osebne kvalitete so, da je zavezan kakovosti in uspehu, ne nazadnje tudi želja njegova je stalno življenjskega učenja in pa seveda prilagodljivost v situaciji, v kateri deluje. Ja, gospod Enver, v zadnjih 5 letih ste v Perutnini Ptuj podvojili prihodke in potrojili poslovni rezultat. To je impresiven dosežek, ki absolutno govori sam zase. Kako ključen pri tem uspehu pa je vaš tim? Zdaj boste ziher rekli, da je najboljši, a ne? Ne, moj tim ni najboljši na tem svetu in ni idealen, vendar je moj. Ja. In zaradi tega v končni fazi stara modrost pravi, če hočeš iti hitro, pojdi sam. Če pa hočeš iti daleč, pojdi skupaj. Mi hodimo skupaj in želimo iti daleč.
Absolutno. Idealnost je precenjena, zvestoba neprecenljiva. Tako da želim vam dolge poti v dobri družbi. Ampak ne še zdaj takoj, ker namreč prišel je trenutek, ko bo slava našla tudi vas. Gospod Enver, vaša zgodba, kot sem že rekla, je zelo navdihujoča, ampak ima pa tudi prvine literarnega dela. In zato boste nagrado Gospodarske zbornice Slovenije prejeli iz rok pisateljice, torej nekoga, ki prihaja iz literarnega sveta, dame in gospodje, prosim en velik aplavz za izjemno pisateljico Matejo Gomboc. Dober dan, čast mi je. Izvolite, čestitam, iskreno čestitam. Hvala za čestitke, hvala. V svojem romanu Gorica imam tudi en stavek, ki pravi tako: vojna poseže v veselje do življenja in ošabno skušnjavo prepričanja, da lahko vplivamo in odločamo o svojih življenjih. Ko sem poslušala vaše besede, so bile osuplo podobne. Ampak moje besede so napisane v romanu, vaše je pa pisalo življenje. In vaše življenje in vaša poslovna pot priča, da vas je literatura tudi v marsičem navdahnila in da vas navdihuje. In to je prekrasno, kajti o vas vem, da ste izjemno dober človek in tudi odličen podjetnik, kar mislim, da je tudi zato, ker dosti berete in znate veliko razmišljati. Iskrene čestitke. Hvala lepa za vaše besede. Hvala lepa. Hvala. Zahvaljujem seveda Gospodarski zbornici. Zahvaljujem moji družini za podporo, mojim sodelavcem, na čigavih ramenih stojim. Zahvaljujem mojim Ptujčanom, mojim delavcem, Haložanom, preprostim ljudem velikega srca. Hvala, da mi dajo priložnost. Hvala Slovenija. Majhna si zgolj za tiste, ki ne poznajo tvojih ljudi. Hvala vsem. Hvala. Iskrena hvala obema, da sta tale oder napolnila s pomenom. Četrti nagrajenec je izjemen voditelj, ki združuje tehnično znanje z vizionarskim pristopom k vodenju podjetij. Pod njegovim vodstvom se je steklarna Hrastnik razvila v enega vodilnih proizvajalcev luksuzne steklene embalaže na svetu in se ponaša številnimi nagradami in priznanji, kar odraža njeno zavezanost kakovosti, inovacijam in trajnostnemu razvoju. Gospod Peter Čas, kar hitro k meni, oder vas že čaka. Dober večer in dobrodošli. Veselim se vaše zgodbe. Torej, gospod magister Peter Čas je svojo karierne izkušnje kalil v številnih slovenskih velikih podjetjih, kjer je uspešno krmaril skozi različne izzive. Ampak nagrado Gospodarske zbornice Slovenije je dobil steklarno Hrastnik. Ampak vsaka zgodba ima svoj začetek in na začetku bova seveda tudi začela. Torej, kakšna je vaša mladostniška uvertura? Ja, z mojega vidika zanimivo. Jaz sem odraščal v Mislini pod Pohorjem na kmetiji, kjer sem dobil prve delovne navade, ki so mi pomagali na poti izobraževanja,
premagati marsikatero oviro v moji karieri. Ogromno sem se posvečal glasbi, kot pozavnist igral v različnih zasedbah, prepeval v pevskem zboru in na ta način dobil občutek za delovanje v skupnosti. Ne? Ja, torej ste že zelo zgodaj osvojili nekaj ključnih življenjskih veščin, kako zavihati rokave in kako ubrano zadeti pravi ton, ne? In to zagotovo uporabljate pri vodenju, pri gradnji timov, ne? No, svoje izkušnje o tem, kako dobro voditi tim, pa je delil z vami tudi vaš mentor in poslovni partner Mirko Meža. Poglejmo si, kakšne misli vam je namenil. Petru je bila pri novem projektu zaupana zelo zahtevna vloga tehničnega direktorja, da bi to delo čim bolj uspešno opravljal, sem mu svetoval, da naj bo do vseh sodelavcev odkrit, pošten, da naj vodi z zgledom, ker na ta način bo najhitreje dobil prave sledilce. Te lastnosti so Petru ostale, in se mi zdi, da je zaradi tega danes tudi tako uspešen vodja. O vas torej vemo, da ste se preizkusili že v različnih vlogah in sestavah. In kaj bi rekli glede na vaše izkušnje, kaj je tisto, kar loči ekipo, ki zgolj šteje člane, od ekipe, ki šteje uspehe? Torej, kaj so ti ključni gradniki timskega duha? Ja, za ekipo je predvsem pomembno spoštovanje, zaupanje, transparentna komunikacija, da lahko z odkritim pogovorom, z odkritim postavljanjem ciljem, jasnih ciljem premagamo marsikatero situacijo, predvsem krizno situacijo in pa, bom rekel, dobimo pospešek v dobrih časih. No, poglejva si še eno izjavo, namreč izjemno pomembna članica vaše najožje ekipe je tudi gospa Magdalena Šurina. Veliko se učiva drug od drugega, menim, da je iskanje sinergij obvezno in pa vzajemno. Če moram izpostaviti eno stvar, bi rekla, da sem se od njega naučila, kako hitro in pogumno sprejemati priložnosti, da je včasih treba tvegati. Jaz pa upam, da njega, da je fajn imeti tudi kalkulator v roki. Seveda, aplavz. Kaj bi pa rekli, kateri so tisti dosežki podjetja, ki so vam res segli do srca, ob katerih ste rekli, Madonna, to je bilo pa vredno vsakega truda? Ja, mogoče bi izpostavil dva dosežka. Pač ta transformacija, ki smo naredili v Steklarni Hrastnik z opustitvijo neprofitabilnih programov, kar nas je in v bistvu specializacijo v super premium proizvajalca embalažnega stekla, kar nas je prineslo do dodane vrednosti nad 100.000 evrov in globalne prisotnosti. Po drugi strani pa zaveza temu zelenemu prehodu. Smo le energetsko intenzivno podjetje in v bistvu smo prvi na svetu uspeli na industrijski peči uporabiti vodik, zamenjati 60% zemeljskega plina z vodikom in tako zmanjšati izpuste CO2 za več kot 30%. Ja, absolutno, še en aplavz. Kaj pa je tisto, kar vam požene kri po žilah in vas nekako navdahne, da greste še stopničko, 2, 3 višje? Ja, v prvi vrsti sigurno to čisto hrastniško steklo, kupci naši, ki so po celem svetu, zaposleni, ki se noč in dan trudijo za to, da lahko grejo te prestižni izdelki iz hrastnika na vse kontinente tega sveta, najbolj prestižnim blagovnim znamkam, in pa seveda družina, ki me podpira. Lepo, da ste jo omenili, ker če ne bi bil kažin v hiši, zagotovo. Ja, gospod Čas, iz vas žari zanos in ker slučajno vem, da vas ne poganjajo samo poslovni cilji, ampak tudi kolesarska strast, je prav, da vas nocoj na ciljni ravnini pričaka predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović, ki ga zdaj vabim na oder. Spoštovani gospod Čas, kot velik
poslovnež in vodja velike gospodarske družbe, vam nedvoumno primanjkuje prostega časa. Tako je. Tako, verjamem, vem. Pa vendarle, ko si ga vzamete, se zelo radi posvečate športu, predvsem cestnemu kolesarjenju. Mi cestni kolesarji vemo, da se na specialko redko usedemo za 50 ali 60 kilometrov, tako da verjamem, da so tudi vaše runde dostikrat daljše od 100 kilometrov. Upam, da vas pri tem motivirajo tudi naši vrhunski kolesarji, Tadej, Primož, Matej in vsi ostali. Jaz vam pa želim veliko varnih kilometrov še naprej in iskrene čestitke ob tej nagradi. Najlepša hvala. Spoštovani, ob tej priložnosti bi se zahvalil Gospodarski zbornici Slovenije, ki je prepoznala moje delovanje, moje uspehe, naše skupne uspehe v Steklarni Hrastnik. Zahvalil bi se vsem sodelavcem v Steklarni Hrastnik, glažarjem, ki noč in dan delajo, se trudijo za to, da lahko nesemo ponos zasavskega hrastniškega stekla v svet, in pa seveda moji družini, Tina, Patrik, Žan, hvala za podporo. Hvala vsem. Gospod Marđonović, hvala za vaše besede. Gospod Čas, vam pa želim, da vam ta trenutek še dolgo ostane v spominu in vam da zagon, ko boste naslednjič premagovali kakšno strmino mangarta ali pa kaj podobnega. Na vrsti pa je še zadnja nocojšnja nagrajenka, ki je izjemna voditeljica z bogatimi izkušnjami in dosežki. V svoji 36-letni karieri je uspešno usmerjala strateški razvoj, prodajo in marketing ter upravljala spremembe v organizacijah. Pod njenim vodstvom je Siemens Slovenija dosegel izjemne rezultate na področju prihodkov, dodane vrednosti in dobička. Gospa Medeja Lončar, oder je že ogret, vabljeni. Gospa Medeja Lončar, v Siemensu delujete že več kot 20 let in posledično sledite vodilu podjetja, ki ostaja nespremenjeno že več kot 175 let. Transformirati vsak dan ljudi po vsem svetu s pomočjo tehnologije z namenom za boljši jutri. Gre za lepo poslanstvo aktivne poslovne ženske, na GZS nagradah nagrajene v kategoriji srednjih podjetij, katere podoba se je verjetno začela oblikovati že v mladosti. Ja, lahko rečem, da sem bila že kot deklica zelo samostojna, odgovorna, da sem bila rada nastopala, bila umetnostna drsalka, predsednica razreda. Bila sem odličnjakinja, ampak tudi tista, ki je ni zamudila nobene zabave. Ko sem bila na celjski gimnaziji, sem vsako jutro pisala za Delo, črno kroniko, zvečer pa sem delala v gledališču kot biljeterka, da bi si zaslužila denar za potovanja v tujino, ki takrat niso bila samoumevna. No, kljub številnim kariernim izzivom in kakšni vijugi na karierni poti, Siemensu izkazujete lojalnost, ki prav tako dan danes ni tako zelo samoumevna. Podjetje pogumno sledi smernicam učinkovite preobrazbe in vi rastete z njim. Ja, lojalnost mora biti vzajemna. Če delaš v korporaciji, je izjemno pomembno, da se lahko tudi poistovetiš s poslanstvom, s kulturo, z vrednotami podjetja. In Siemens je podjetje, ki deluje na tehnološkem področju, izjemno hitro se razvija. In zato moraš tudi sam izjemno veliko vlagati v svoje znanje, ob tem sam rasteš, dobivaš tudi priložnosti. Zame je ena od zadnjih priložnosti, ki sem jih dobila, tudi vodenje podjetja na Hrvaškem, vodenje podjetja v Srbiji, kar mi daje nove izzive, ne samo logistične, organizacijske, ampak tudi kako voditi v drugih kulturah in lahko rečem, da se naučim kaj novega vsak teden. No in za izjavo smo povprašali prav posameznico iz vaše najtesnejše ekipe. Medeja je izjemno strastna pri svojem delu v Siemensu. Je vključujoča, energična in odločna ženska.
Še posebej pa občudujem njen pristop, ki vključuje tako žensko empatijo kot široko razmišljanje. Zelo sem vesela, da delam z njo in jo izjemno cenim. Na kaj pa ste v Siemens ekosistemu najbolj ponosni? Seveda na ljudi. Vrednote Siemensa so odgovornost, odličnost, inovativnost. Takšni so tudi ljudje, s katerimi delam v Sloveniji, v regiji, tudi v tujini. In pa seveda naš ekosistem predstavljajo tudi izjemno pomembne, veliko malih firm v Sloveniji, pa tudi naši kupci, s katerimi skupaj delamo na velikih infrastrukturnih podjetjih. Siemens deluje v infrastrukturi, v industriji, tudi energetski infrastrukturi in prav privilegij je poznati ozadje velikih projektov, ki spreminjajo tudi naše okolje na bolje. No, svet inženirjev je večinoma malo bolj moško okolje mogoče, ampak vi se očitno v tem odlično znajdete. Nisem imela preveč težav, kar se tiče moških. Je pa res, da imam mogoče ravno zato malo drugačen odnos tudi do vprašanja žensk v menedžmentu in tudi širše v okolju. Rada sem mentorica mladim, formalna in neformalna. Mislim, da moramo vodje prevzeti neko odgovornost tudi za spremembe v družbi. Zato sem bila nekaj časa tudi predsednica Združenja Menedžer. Mislim, da moramo pustiti v družbi nek pečat in vesela sem, da ga sama puščam tudi skozi projekt Inženirka leta, kjer postavljamo na piedestal inženirke, slovenske inženirke, ki so vzornice mladim dekletom, da bi se odločale za tehnološke študije. Ta projekt traja že 7 let in pred 3 leti smo ga prenesli tudi na Hrvaško in v Srbijo in tako dokazali, da lahko izjemno dobro sodelujemo tudi v regiji. Ampak, en aplavz. Kljub vsemu vam še ostane čas seveda tudi za pomenska prijateljstva in eno vaših takih sopotnic smo pred kamero ujeli tudi mi. Medeja je prijateljica, ki ti v težkih trenutkih ali dilemah pomaga videti širšo sliko. Odlikujejo jo odprtost, širina in izjemna neodvisnost. Njena neposrednost in širokosrčnost v stiku z ljudmi, ne glede na njihov družbeni položaj, sta lastnosti redkih, uspešnih in uveljavljenih posameznikov. Pred kratkim ste praznovali okroglo 60. rojstni dan, ampak energije in moči vam niti malo ne manjka, niti malo vam ne pojenjajo. Kakšna je vizija prihodnosti za Medejo Lončar? Ja, najprej bom morala poskrbeti za svojega naslednika. Se pa ukvarjam tudi res s vprašanjem starejših zaposlenih v obdobju hitrih organizacijskih, tehnoloških sprememb, kaj to pomeni za nas in kako predajati to znanje, ko odhajamo v pokoj tudi naprej na veliko bolj učinkovit način. Pri tem mi je vzor moj kolega iz Izraela, ki je po zaključku dela, ko je odšel v pokoj, začel novo kariero v tehnološkem startupu. Dela ne bo zmanjkalo. Ne verjamem. Gospa Lončar, glede na vse povedano, vsekakor lahko rečemo, da vam interesov in energije za vaše dejavnosti seveda ne zmanjkuje. Tudi vašega podeljevalca zagotovo poznate iz trenutkov, ki jih namenjate inspiraciji in sprostitvi. Na oder vabim Jureta Henigmana, igralca v ansamblu Ljubljanske drame. Draga gospa Medeja, vemo, da ste večkrat že stali na odru v različnih vlogah, med drugim tudi kot sopranistka, kjer ste vodili melodijo. Tako da gotovo veste, da tako kot v poslovnem svetu, tudi v umetnosti
šele več glasov skupaj tvori simfonijo. Tudi pri nas v gledališču, recimo, kjer glavni igralec ali pa igralka, šele ko se poveže z soigralci in soigralkami, šele takrat nastane tista posebna energija, ki daje nek določen ritem predstavi, da ta res zaživi. In ker sem slišal, da ste bili biljeterka v gledališču in z njim ohranjate pristno in trajno vez še danes, sem res vesel in v čast mi je, da lahko prav vam podelim to pomembno nagrado. Čestitke. Hvala. Težka je. Hvala. Moji dosežki ne bi bili mogoči brez mojega partnerja, moje družine, prijateljev in vsega tistega, kar počnem tudi v prostem času. Rada imam naravo, umetnost in trdno verjamem, da sem boljši vodja in tudi bolj strastna in odgovorna voditeljica ravno zaradi te svoje druge polovice. Hvala, da ste to prepoznali. Hvala Juretu Henigmanu za govor v kontekstu današnjega dogodka in gospe Lončar, ki bi brez problema sama odvodila ta. Drugo leto. Mogoče. Spoštovani nagrajenci, najlepša hvala za vaše iskrene besede in predstavitve. Med drugim ste dokazali tudi, da le integriteta, timsko delo, skladnost in energija, skupno ustvarjanje in harmonija kolektiva, sodelavcev ali sistema privedejo do približka popolnosti in tistih pravih rezultatov, ki vsekakor štejejo in dosežejo več kot le izolirani napori. Ja, spoštovani nagrajenci, s ponosom vas pozdravljamo med člane tega prestižnega kluba nagrajencev Gospodarske zbornice Slovenije, kluba, kjer uspeh ni naključje, temveč rezultat vztrajnosti in trdne vizije. In mislim, da ni lepšega trenutka, kot da v tem trenutku prepustiva oder nocojšnjemu gostitelju. Torej, na oder vabim predsednika Gospodarske zbornice Slovenije, gospoda Tiborja Šimanko. Spoštovana predsednica Republike, dr. Nataša Pirc Musar, predsednik Državnega sveta, ministrski zbor, gospod župan, dragi nagrajenki, dragi nagrajenci, spoštovane dame in gospodje v dvorani in za televizijskimi zasloni. Dovolite mi, da najprej iskreno čestitam letošnjima nagrajenkama in nagrajencem za izjemne dosežke in še posebej zato, ker so jih dosegli navkljub gospodarstvu neprijaznim časom. Premalokrat se zavedamo, kaj smo v Sloveniji dosegli in kar imamo. Dosegli smo vse z lastnim znanjem in z lastnim delom. Gospodarstvo, njena podjetja so temelj našega razvoja, pa tudi blaginje. Zato bodimo ponosni na dosežke našega gospodarstva. In ravno zato danes tukaj praznujemo in častimo dosežke naših nagrajencev, njihovo vizijo, pogum, strast in inovativnost. Praznujemo ljudi, ki vidite priložnosti tam, kjer jih drugi spregledajo in ki ne klonite pred ovirami, ki jih znate pretvoriti v priložnosti in pa preboje. Vaši uspehi so tudi dokaz več, da je slovensko gospodarstvo močno, ambiciozno, odporno in to navkljub negotovim časom. Živimo namreč v času, v svetu, kjer se vse spreminja z naglo hitrostjo, ki jo težko razumeti, pa tudi slediti. V svetu, kjer se soočamo z geopolitičnimi spremembami in napetostmi, kjer nas tepejo izzivi surovin, energije, kjer nas Evropa in tudi doma obremenjujejo z mnogimi regulativami in novimi obremenitvami in zahtevami, je seveda težko vztrajati. In prav tukaj se pokaže moč vizionarskega vodenja,
moč povezovanja in pa močnih vrednot. Zato je tudi letošnja rdeča nit Aristotelova misel, celota je več kot vsota njenih delov, tako pomenljiva. Kajti uspeh ni nikoli zgolj plod enega posameznika, temveč je plod ekipe. Uspeh je ekipa, je skupna strast, je vera, da skupaj zmoremo nekaj več. Letošnji nagrajenci to zelo dobro razumejo in to tudi živijo. Z njihovo predanostjo ne gradijo le uspeha svojih podjetij, gradijo tudi prihodnost Slovenije. Spoštovani nagrajenci, v Gospodarski zbornici verjamemo v gospodarstvenike, ki z žarom v očeh, s pogumom, srčnostjo ustvarjate to nekaj več. Vemo, da podjetništvo potrebuje okolje, ki ne ovira, temveč spodbuja, da potrebuje prostor za rast, ne le v Sloveniji, temveč tudi širše. Tako kot je danes predsednica že povedala, brez močnih podjetij, brez močnega gospodarstva ni blagostanja v državi. In prav zato ste zgled, dragi nagrajenci, vsem nam, da skupaj resnično ustvarjamo več. Hvala vam. Hvala, gospod Tibor Šimunka. Prišli smo skoraj do konca današnje slovesnosti, ki smo jo z vsemi našimi zgodbami sestavili iz mnogih koščkov sestavljanke ter tako spisali v uspešnico. Ja, danes slavimo tisto nevidno, ampak neizmerno moč, moč skupnosti, moč timskega duha, ki v bistvu dejansko gospodarski ekosistem drži skupaj. In včasih, ko je toliko stvari, ki nas vlečejo narazen, je ta občutek pripadnosti še toliko bolj pomemben. Je kot korenine drevesa, neviden, ampak ključen za rast in razvoj višje in močneje. Nagrajenke in nagrajenci ste pokazali in dokazali, da posamezna življenjska poglavja vodijo do velikih zgodb po uspehu. Vaše uspešne zgodbe pa niso zgolj seštevek posameznih delov, temveč so rezultat medsebojnih interakcij, povezav, dinamike, ki ustvarjajo veliki pok. Ja, in vabiva vas, da še zadnjič prisluhnete letošnjim nagrajencem in njihovi interpretaciji Aristotelove misli, nato pa se prepustimo eni in edini Maji Kevc. Naj nas moč skupnih zgodb in zaupanje v boljši jutri pripeljata do tja, kjer se prihodnost ne zgodi, zato ker jo ustvarimo. Veriga ali celota je močna toliko, kot je posamezen del ali člen. In je ni mogoče razumeti, če opazujemo le posamezne elemente brez njihovih interakcij, vzajemnega delovanja in soodvisnosti. In naloga dobrega direktorja je, da skrbi za smisel podjetja. In če to dela dobro, potem tudi vsako delovno mesto dobi svoj smisel. Tu verjamem, da posamezniki vsak s svojimi talenti, izkušnjami in idejami prispevajo k nečemu večjemu, kot bi lahko dosegli sami. Gre torej ne samo za enakopravnost, ampak tudi za neko harmonijo v družbi in v širšem smislu tudi večjo blaginjo. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me
on your shoulders. You raise